Ob vsem cirkusu, ki je nastal ob razpravi o tem, ali bi imeli na seji mestnega sveta skrajšan postopek odločanja o spremembah proračuna za leto 2018, se skorajda nihče ni vprašal, kaj sploh pomeni skrajšani postopek. Tega se dejansko lahko izvede, kadar pride do izrednih potreb na občini, povezanih na primer z naravnimi nesrečami, pri manj zahtevnih spremembah in dopolnitvah odloka, pri uskladitvah odloka z zakoni in raznimi predpisi ter mnogimi drugimi zadevami. Pri tem pride do združitve prve in druge obravnave, kjer se takoj odloča, tako rekoč brez razprave. Tega pa se po mnenju mnogih ne more narediti pri tako pomembnih vprašanjih, kot so zdaj na mizi. Zato, ker je toliko sprememb, ker je nemogoče brez razprave takšno spremembo proračuna za leto 2018 sprejeti. Mi smatramo v Novi ljudski stranki, da je to nemogoče in zato smo želeli po normalnem postopku, kjer nam bo dopuščeno, da bomo lahko razpravljali. Konec koncev imamo veliko vprašanj. Če bi šli po skrajšanem postopku, ne bi dobili odgovorov na več vprašanj, so trdili svetniki še v četrtek. Naj navedem samo nekaj. Gredo v prodajo stanovanj, po drugi strani, da si načrpajo seveda svoj proračunski primanjkljaj, po drugi strani pa jemljajo sredstva iz TUS-a, to se pravi temeljne urbane strategije, kjer so imeli za naslednje leto namenjeni 6 milijonov evrov, sedaj imajo samo 2 milijona evrov. To nas zanima, kje je ta denar. Vemo, da je razlika tudi, kar se tiče pri dohodnini, po uradni podatki, ki imamo, pa podatki, ki imamo tukaj, gre kar za neke razlike. Potem nas zanima, zakaj se ne izvedejo energetske sanacije stanovanj, ki so pogoj številka 1, da lahko sploh črpamo tistih 17 milijonov. Velik pogrom javnosti se je zgrnil na mestne svetnike po objavah podžupana Saša Pelka, da so tisti, ki so v četrtek glasovali proti skrajšanem postopku, s tem proti obnovi zahodne tribune. Pa vendar to ni res. Pritisk javnosti je z dneva dan večji, podžupan pa je že na četrtkovem seji pritisnil, da je treba čim prej se odločiti za. Še enkrat drugi, se pravi, izgubljamo čas tudi za pripravo dokumentacije in dejansko vsak izgubljen dan tudi za naše mesto in za stadion Ljudski vrt. Kljub močnemu nasprotovanju čez predlagan skrajšan postopek, ki ga je v četrtek izrazil tudi Stojan Auer, je ta dejal, da se ne sme čakati s postopki. Lista za pravičnost in razvoj predlaga, da takoj seveda namenimo ta sredstva in takoj pričnejo z obnovo in to z denarjem, ki je potreben za dokončanje obeh faz. Vprašanje, kdo je in kdo ni za obnovo, sploh ni pravo vprašanje, saj je proračun za leto 2018 že sprejet, v njem pa je odobrenih tudi nekaj sredstev za zahodno tribuno. Proračun imamo in v proračunu seveda je tudi namenjeno za sanacijo tribune, ampak 2 milijona evrov je tako ali tako premalo. Na očitke, da se v 4 letih ni storilo ničesar, da bi se obnova zahodne tribune začela, je Pelko že v četrtek odgovoril, da je bilo treba prej odplačati stare dolgove in da je zdaj čas za Ljudski vrt.